in nimajo nobenih načrtov glede džihada. Poskušajo vzgajati svoje družine na način, ki je pravzaprav zelo podoben temu, kako živimo mi kristjani. Veste, na bogaboječ način. Na način, kjer spoštuješ svojo vero. Na način, kjer nočeš, da bi čudne woke ideologije prišle v učilnico tvojega otroka. Pravzaprav imamo veliko skupnega. In mislim, da so te ljudje dejansko postali tarča nekaterih, ki so zelo proizraelski. In so jih nekako nepravično in zanje celo nevarno vrgli v isti koš z radikalno islamistično sekto. V tem videu v bistvu razlaga svetu, kako je veliko muslimanov pravzaprav zelo prijaznih, običajnih ljudi. So takšni kot mi. Poglejmo si, kako Meghan Kelly še malo bolj spreminja svoje mnenje. Ne verjamem, da so ti pohodi zgolj klic na pomoč za Gazo. Gre za uveljavljanje prevlade določenih skupin, predvsem islamistov. Kje se moti? Kaj je rekla, kar bi bilo sploh lahko sporno? Slej je bil pri tem boljši od vseh pri izražanju tega. In to je tisto, kar je govorila že prej, kar zveni tako normalno. Obstajal je razlog, zakaj smo jo vsi radi poslušali. Ne verjamem, da so ti pohodi zgolj klic na pomoč za Gazo. So uveljavljanje prevlade določenih skupin. Seveda, prvotno iz Somalije. Kasneje jo je manipulirala muslimanska bratovščina. Nekako se je rešila iz tega. O tem smo naredili dolgo oddajo. Napisala je tudi knjige o tem. Nekako se je rešila in postala dolgoletna kritičarka islama in tega, kar počnejo zlasti ženskam. A že desetletje opozarja na to, kaj se dogaja predvsem v Evropi. Ti moški prihajajo in ženske, ki so prej lahko hodile po ulici v majicah brez rokavov in kratkih hlačah po kavo, so zdaj nadlegovane, včasih celo napadene. Pogosto pa morajo zdaj hoditi v spremstvu moškega družinskega člana. Ali slišiš razliko med tem, kar je povedala leta 2023 in tem, kar smo pravkar slišali? Pravi, da so muslimani povsem običajni in potem pravi, da vemo, da je to nevarno za ženske. Vemo, da so ljudje napadeni. Postaja še huje. Samo zato, da bi zagotovile svojo varnost. Ker se oni ne prilagajajo. Pričakujejo, da se bodo mlade Evropejke in druge prilagodile njim. Lahko samo rečem, da ko poslušam to različico Meghan Kelly, se sprašujem, kje si, kam si šla, zakaj si nas zapustila. Pogrešamo te, ti razumna, normalna oseba. Ker to, kar bo povedala aprila 2026, ti bo odpišnilo pamet s svojo neumnostjo. Manipulacija je tako vse prisotna, da skoraj niti ne veš, da se dogaja, ker vsi pojejo isto pesem. In zato je tako, ja, to je tisto, kar vsi mislimo. Spomnim se, da je bilo na Fox News to nekaj povsem avtomatičnega. Vedno si moral reči nekaj v smislu, z Izraelom imamo zelo poseben odnos. Veš, oni so naš najpomembnejši zaveznik na Bližnjem vzhodu. In vsake toliko sem se spomnila vprašati, zakaj? Zakaj? Zakaj spet? Da bi mi pač nekdo to razložil. Mislim, ker je to res ni vse propagandna poteza.